Dame in gospodje, predvsem vsi neposredni proizvajalci, bi rekli nekoč, torej kolesarke in kolesarji. Leto je naokrog, nebo nad prestolnico je sicer v teh dneh precej oblačno, ampak znova je tu večer zvezd, ki najlepše svetijo na našem kolesarskem nebu. Leto, ki ga bomo danes uradno zaprli, je prineslo obilo prijetnih trenutkov, krizo in vse, kar je povezano z njo, očitno prav vi znate odlično odmakniti v pot, ali vsaj nekam tja, kjer se je ne vidi in smo v pričakovanju vaših izjemnih dosežkov. Da jo občutite, pa vsi vemo, ampak ste za zdaj na srečo prav vsi, tisti, ki ste v pisarnah in tisti, ki ste na kolesih, močnejši od vsega tistega, kar nas obdaja. Prav veliko besed seveda ne bom izgubljal v tem večeru, saj nas čaka obilo podelitev in mimohod tistih, ki si to seveda tudi daleč najbolj. Tudi tokrat je z nami nekaj eminentnih gostov, ki jih je še posebej potrebno pozdraviti. Naj tu izpostavim gospoda Bogdana Gabrovca, podpredsednika naše krovne športne organizacije Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Vsaka kolona, tudi kolesarska, pa ima nekoga na čelu in zdaj je že nekaj časa na čelu kolesarske kolone, tudi izjemni kolesarski zanesenjak, tudi na kolesu, gospod Tomaž Grm. Gospoda predsednika tudi vabim na oder, da nam za uvod, tako kot zna tudi danes, pove nekaj spodbudnih in predsednikov. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej pozdravljam naše sponzore, vse ostale zanesenjake, kolesarke, kolesarje in vse, ki se ljubiteljsko na tak ali drugačen način ukvarjate s kolesarstvom. Kriza je, kriza ni. Dejstvo je, da je stanje v Sloveniji tako, kakršno je, mi pa si moramo izboriti prostor pod soncem in čim več poskušati narediti v tem času oziroma obdobju. Če se ozremo nazaj v letošnjo leto, lahko z veseljem pogledamo že v mesec februar, kjer smo kot kolesarska zveza naredili za nas zelo velik korak, mogoče za kolesarje majhen, ampak smo naredili prireditev veliko nagrado Izola Botan-Plina. Potem so nas v marcu in aprilu začeli razveseljevati že prvi rezultati naših vrhunskih kolesarjev Simona in pa Luke. Luka je celo naredil 3 zmag v Kataloniji. To je bil že prvi začetek, da bo sezona tudi v letu 2014 zelo, zelo dobra in uspešna. In res smo ste nadaljevali s svojimi rezultati dobro sezono, naredili prenekatero težavo tudi na Evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu, ko organizator enostavno ni razumel, da mora imeti 2 zastave in to iz ene države, to sta bile Tanja in pa Blaža Klemenčič, prva oziroma druga. Zelo pohvalno in vse to pomeni, da kolesarstvo v Sloveniji gre pravo pot in prav tako smo nadaljevali tudi v drugem delu sezone, ko smo imeli svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu s 5. oziroma 6. mestom, 4. oziroma 5. mestom, se pravičujem. Sem že razmišljal naprej na tistega junaka, ki nas je baje rešil na svetovnem prvenstvu in je bila ena opaska, da je zelo žalostno za slovensko kolesarstvo, če nas ta malo penko rešuje. Ampak jaz mislim, da to ni žalostno, ampak samo spodbudno je, da so mladi tisti, ki prinašajo dobre rezultate, kasneje naprej bodo tudi starejši oziroma v eliti. V eliti nam ni šlo po meri tisti, ki smo si jo zaželeli, kljub temu, da so fantje se potrudili za svojo pelar, kar zraven je pa to isto razmišljati več kot 100 kolesarjev iz različnih držav, mislim, da je do čez 45 in enostavno vsak ne more biti zmagovalec. No, na koncu, vmes, če grem še naprej, zdaj, ko sem prišel že v ta obdobje, za zaključek je Luka spet naredil izjemen rezultat in je zmagal v Pekingu in s tem pokazal, da je res vrhunski kolesar svetovnega nivoja. Ljubljana pa taka, kot se je zelo kolesarsko obarvala letošnjo leto, predvsem z ženskim kolesarstvom, saj smo imeli letos prvič profesionalno žensko ekipo, ki je dejansko naredila neverjetne rezultate že v uvodnem prvem letu in hkrati so izpeljali, oziroma smo izpeljali, če še pretaknem kolesarsko zvezo Slovenije zraven, izredno dobro izpeljano
amatersko svetovno prvenstvo, ki je bilo zadnji vikend v mesecu avgustu. Skratka, to je le nekaj dogodkov, ki nas spominja in opominja, da kolesarstvo je šport, na katerega smo lahko zelo ponosni in je nacionalni šport, ker že več let opozarjam na to. Ob tem trenutku bi se zahvalil svoji ekipi, ki je kljub temu, da je zelo majhna, naredila veliko, je pa res, da nas še veliko čaka, pa vendarle ne moramo iti mimo tistih dogodkov, ki so jih naredili in zato je prav, da tudi dobijo pohvale. Hkrati pa bi se zahvalil vsem ostalim, ki ste na tak ali drugačen način pripomogli, da kolesarstvo vlečemo naprej in da se nam odpirajo še lepe možnosti za prihodnost. Udeležencem oziroma današnjim zmagovalcem pa čestitam za izjemne dosežke. Hvala lepa. Kolesarka leta je, izbor je najverjetneje bil zelo težak, kajti kolajne so si kar vrstile na tem svetovnem prvenstvu, pa tudi nekaj drugih tekmovanj je bilo, ampak odločitev je padla na Ajdo Opeka. Pride na oder, seveda tako, kot se spodobi. Potem, ko je Ajda Opeka, sicer članica kolesarskega društva Branik Maribor, zapustila poklicno pot kolesarke in se vrnila med amaterske kolesarke, je letos na svetovnem prvenstvu v Ljubljani uspelo osvojiti zlato medaljo in tako postati svetovna prvakinja na cestni dirki. Njena letošnja bera je res odlična, saj je postala tudi državna prvakinja tako na cestni dirki kot na vzponu, torej gorski preizkušnji. Tretje mesto pa je Ajda dosegla tudi v vožnji na čas. V svoje vitrine je letos poleg mnogih prvih, drugih in seveda tretjih mest uspelo pospraviti tudi skupno zmago v pokalu Slovenije. Dame in gospodje, Ajda Opeka. Ajda danes nima majice svetovne prvakinje, morda v avtu, ampak nekaj besed bo vendarle potrebno spregovoriti tamle v mikrofonu, bomo malo pomagali. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem. Doletela me je ta čas, da se lahko še na tem mestu zahvalim vsem, ki ste me podpirali in ki ste mi stali ob strani. Hvala vsem še enkrat. Dame in gospodje, amaterski kolesar leta. Ne vem, ali je bilo težje izbrati kolesarko ali kolesarja. Še enkrat teh majic svetovnih prvakov je v BTC-ju kar margolelo. In tokrat je amaterski kolesar leta Igor Kopše. Igor Kopše, kolesar ekipe Team Pro Energetika Arbo, je dvojni naslov osvojil že na svetovnem prvenstvu pred 2 letoma v Južni Afriki. Letos pa je imel velik motiv, da tudi na domačem svetovnem prvenstvu v Ljubljani to tudi ponovi. In skoraj mu je uspelo, saj je v izjemno močni konkurenci amaterskih kolesarjev postal svetovni prvak na cesti, drugi pa je bil v vožnji na čas. V uri resnice je tudi državni prvak, vendar pa je dobil preizkušnjo na čas v okviru maratona Franja v BTC Cityju. S precej zmagami in drugih odličnih uvrstitev na stopničke, tako v pokalu Slovenije kot na maratonih v Sloveniji in v tujini, pa je le še okronal še eno odlično sezono. Dame in gospodje, Igor Kopše. Ja, Igor, tudi za vas smo pripravili mikrofon. Malo ga bomo znova morali popraviti. Jaz bom kratek. Rad bi se samo zahvalil, da ste nas prepoznali kot amaterske kolesarje, se pravi kot resne športnike in ne kot rekreativce. Res, da nismo profesionalci, kar pomeni, da od tega športa ne živimo. Smo pa resni športniki, ker za ta šport živimo. Rad bi se pa zahvalil predvsem svoji družini, ki je danes skupaj, ženi Heleni, ki se skupaj mora trpeti, ki se skupaj podpira.
kolesarstva je v tem letu dosegla Zarja Černilogar. Zarja Černilogar, članica ajdovske ekipe Črn Trn, nadarjena, vsestranska in neustrašna kolesarka, trenutno zaseda 10. mesto v spustu na lestvici Mednarodne kolesarske zveze in 9. mesto v disciplini 4 cross. S 3 zmagami v Evropskem pokalu v spustu je zmagovalka skupnega seštevka Evropskega pokala, trenutno je dvojna državna prvakinja v spustu in 4 crossu. Z 8. mestom v svetovnem pokalu in 13. mestom na svetovnem prvenstvu v spustu ter 14. mestom v 4 crossu pa je Črnotrnčanka postavila mejnike, kateri bodo njen izziv za prihodnje leto, v katerem načrtuje nastop na vseh svetovnih pokalih. Ob vsem je Zarja velik izziv za vse druge v gravitacijskih disciplinah gorskega kolesarstva. Kar nekaj je bilo za prečitati, sedaj pa Zarja, ste vi na vrsti. Hvala vsem, ki so mi pomagali doseči, ko sem dosegla. Hvala. Na področju gorskega kolesarstva, dame in gospodje, na oder vabim Blažo Klemenčič. Blaža Klemenčič, članica ekipe Menstra Feldkenda Bike Team, je pod vodstvom Roberta Pintariča ponovno dosegla odlične rezultate. Blaža je zrela tekmovalka, ki je uspela ena izmed najboljših sezon v svoji karieri. Na seznamu rezultatov letošnjega leta praktično ni bilo izida z dvomestnim številom. Sezono pa zaključuje na odličnem 7. mestu na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Hkrati pa je bila odlična 5. na svetovnem prvenstvu v olimpijskem Lillehammerju na Norveškem. Svoji zbirki medalj z največjih tekmovanj je dodala srebrno odličje z Evropskega prvenstva v disciplini olimpijskega krosa, ki v gorskem kolesarskem športu šteje največ. Rečemo lahko le, da s tem rezultatskim trendom z veseljem čakamo na naslednje olimpijske igre v Riju, kjer naši vražji Slovenki izposojen termin, ampak velja, postavljata lepo izhodišče za boj za najvišja mesta in srčni zastoj vsem v Sloveniji v tistem avgustu 2016. Tako da vsaj sedaj lahko še mirno dihate, Blaža pa bo sedaj spregovorila nekaj. Se pa zahvaljujem mojemu trenerju Pintu, ki je pa najbolj zaslužen za vse te rezultate. Mika Halcer je član Domžalske energije in je v letu 2014 dosegel prvo in do zdaj edino slovensko zmago v svetovnem pokalu v disciplini Eliminator v Novem mestu na Moravskem, torej na Češkem. Z izjemnim slogom, eksplozivnostjo in močjo je Mika igrivo pometal s tekmeci in suvereno slavil ter tako dosegel tudi največji uspeh v tej disciplini. Eliminator se z letom 2015 navkljub atraktivnosti in gledljivemu tekmovalnemu formatu poslavlja iz koledarja Mednarodne kolesarske zveze, kar je povzročilo nemalo začudenja tudi strani kolesarske srednje. Aktualni državni prvak je tako na razpotju kariere in mu na tem mestu želimo le najboljše in veliko sreče tudi v prihodnjih izzivih in da ta zmaga v Novem mestu ne bi ostala edina slovenska zmaga na tekmah v Eliminatorju. Mika Halcer. Mika, mikrofon je vaš. Na tem mestu bi se zahvalil predvsem družini, ki je vse to omogočila in pomagala na tej moji poti. In še eno, bomo rekli kar prestižno priznanje, je potrebno podeliti z področja gorskega kolesarskega športa, ki nas je zares navduševal tudi v tem letu. Najboljša ekipa v tem letu na domači sceni je, koliko je bilo ugiban, ne vem, ampak zapisano je takole. Ekipa Junior oziroma Unior Tools Team. Ni vse v angleščini. Tudi v slovenščini je rekel, da je Unior Tools Team. Mislim, da prihaja Tine Markovec. Torej, ekipa, ki postavlja nove menike v delovanju klubov na slovenskih tleh, so odlični organizatorji tekmovanj, neposredno sodelujejo s pokrovitelji
selektorjem. Pri promociji po svetu, torej z juniorjem, imajo širok nabor tekmovalcev v praktično vseh disciplinah gorskega kolesarskega športa, kjer odlično sodelujejo in se dopolnjujejo med seboj. Imajo pester program tekmovanj, od slovenskega pokala pa do tekmovanj na najvišji ravni, za kar je potrebno dobro vodenje, dobra koordinacija, dober strokovni štab in seveda dober pokrovitelj. Za vse našteto, tako so zapisali, je večinski krivec Tine Mahkovec, ki ga v tem trenutku vidimo na odru. In gospod Tine, mikrofon je vaš. S tem, da se nam čisto strinjamo, čeprav je gorsko kolesarstvo individualni šport, jaz pravim, da je ekipen, ker pač zato smo dobili tudi nagrado za ekipo in tudi vsak lahko potrdi, da delamo kot ekipa in da bomo zato mogoče tudi več naredili. Zahvala ekipi, no. Ljubljana je v svojem prvem letu obstoja slovensko žensko kolesarstvo postavila na svetovni kolesarski zemljevid. Za velik napredek pri razvoju ženskega cestnega kolesarstva v Sloveniji, za uspehe na mednarodnem nivoju in za uvrstitev ekipe na svetovnem prvenstvu v ekipni vožnji Kolesarska zveza Slovenije seveda podeljuje priznanje za posebne dosežke. Konec koncev pa nam bodo naslednje leto vsi vpeti tudi v delovanje ekipe v Ljubljani pripeljali začetek največjega večetapnega
dogodka na ženskem področju slovitega Gira Rosso po italijanskih in zdaj prvič tudi po slovenskih cestah. Ne pozabite in se označite že ta večer v vaših opomnikih. 2., 3. in 4. julij bo Giro Rossa v Ljubljani. Gospa Maja, mikrofon je vaš. Hvala lepa. No, jaz bi se seveda rada zahvalila dekletom ekipe BTC City Ljubljana, kakor tudi seveda trenerju, športnemu direktorju ekipe Gorazdu Penku, tudi družbi, ki jo predstavljam, BTC City ter mestu Ljubljana, za vso podporo pri seveda rezultatih, pri ustvarjanju ekipe in delu. Najlepša hvala za te vaše besede, ampak ne moram mimo tega, so priprave za Giro Rossa že stekle? Ja, seveda priprave so že stekle, tu so bili na obisku predstavniki Giro Rossa, predstavniki Italijanske kolesarske zveze, ki je lastnik Giro Rossa, in gospod Rivolta, direktor Gira Rossa, in dogovorili smo se za seveda to, da bo sta prva in druga etapa Giro Rossa v Sloveniji oziroma v Ljubljani. In še nekaj hudomušnega imam v glavi. Gorazda Penka nisem videl, razen če se je postavil tam nekje zadaj. Ste mu dali dopust v novembru? Ne, sem bil do sedaj tukaj, ampak zdaj ne vem, kam je zginil. Vse, ok. Hvala lepa, da ste bili z nami. Dosežek na področju cestnega kolesarstva. Nagrada tudi letos pripada Simonu Špilaku. Član poklicnega moštva Katjuša je tudi letos izjemno začel kolesarsko sezono. Pariz-Nica je končal na 8. mestu, Dirko po Baskiji na 4. Po Romandiji v Švici je bil 2. in zmagal etapo. Zmagal je še etapo na kriteriju Dauphiné in poleti na dirki po Norveški. Do maja je bil na visokem 10. mestu mednarodne svetovne lestvice. Sezono pa je končal na 29. mestu in le malo je Slovencev, ki so bili enaki ali celo boljše uvrščeni ob koncu. Dobi nagrado za posebne dosežke in to na področju cestnega kolesarskega športa. Jure Kocjan. Jure Kocjan je član ameriške kontinentalne ekipe Team Smart Stop in je letos zablestel v ameriškem celinskem pokalu. 6 zmagami in še 7 uvrstitvami na zmagovalne stopničke na kategoriziranih dirkah Mednarodne kolesarske zveze je že avgusta prevzel vodstvo na ameriškem celinskem pokalu in če bo vse po sreči ga do konca koledarskega leta ne bo več izpustil iz rok. Jure Kocjan je tudi član slovenske reprezentance zadnjega svetovnega prvenstva v Španiji. Kolesarska zveza Slovenije mu za vse te uspehe v tej sezoni podeljuje priznanje za posebne dosežke. Dame in gospode, Jure Kocjan. Lep pozdrav sem. V čast in veselje mi je, da Kolesarska zveza spremlja in ceni moje rezultate čez lužo. Vemo bi se rad zahvalil sem za podporo. Še eno vprašanje, Jure. Jan Brajkovič prihaja, više kot drugi ne bo mogel biti v tem tekmovanju ali pač? Dopolno, da bo s kakšnim kolesarjem govorila kakšno slovensko besedo, to gleda če doma. To pomeni, da ostajate na oni strani Atlantika tudi naslednji sezoni? To je. Dame in gospodje, tu večjih dvomov prav zagotovo ni bilo. Ekipa Adria Mobil Novo mesto. Najuspešnejša slovenska ekipa na lestvici Mednarodne kolesarske zveze je tudi letos s 14. mestom Adria Mobil iz Novega mesta. Kolesarji Adria Mobila so se ponovno uvrstili tudi na svetovno prvenstvo v moštveni vožnji, kjer se pomerijo najboljše klubske ekipe svetovne lestvice. Zmagali so v ekipni razvrstitvi pokala Slovenije v kategorijah članov, deklic A ter dečkov A, B in C.
Zelo pomemben prispevek slovenskemu kolesarstvu pa Adria Mobil prispeva tudi z organizacijo dirke po Sloveniji, ki je letos dopolnila tudi tisto mednarodno polnoletnost in le želimo si, da bo naslednji junij znova v znamenju dirkanja po slovenskih krajih. S temi dosežki so si v Novem mestu zaslužili naziv Ekipa leta 2014. Hvala za prijeto nagrado. Zahvaljujem se vsem navijačem in sponzorjem, ki omogočajo, da že več let držimo ekipo na tako visokem nivoju. Hvala. Da je težje braniti kot naskakovati iz ozadja. Vam gre tudi tole branjenje zelo dobro od rok. Bo temu tako tudi naslednje leto? Ja, želim si, da bo tako. Želel bi pa tudi, da v slovenskem prostoru dobimo kakšnega močnejšega tekmeca, tako da bo borba še bolj prestižna. In še nekaj, ta večer ne sme meniti brez tega, da omenimo veliko nagrajenca, tudi Aleš Kalan, ki je bil seveda nekdaj kolesarstvo zapisan tudi na drug način, torej kot kolesar. Danes je generalni sekretar Kolesarske zveze in je podeljevalec te prestižne nagrade. Posebna nagrada, posebno priznanje Kolesarske zveze Slovenije za življenjsko delo. Franc Hvasti. Franc Hvasti je že več kot 50 let predan kolesarskemu športu. Svojo kolesarsko pot je začel kot mladinec v kolesarskem klubu Mladost, zdaj bi rekli Mladost iz Kranja. 8 let je bil član jugoslovanske reprezentance, leta 1968 državni prvak Jugoslavije in 3-kratni zmagovalec velike nagrade Kranja. Po končani aktivni športni karieri je postal spiritus agens kolesarskega športa na Gorenjskem v Jugoslaviji in kasneje tudi v samostojni Sloveniji. Bil je dolga leta trener v kolesarskem klubu Sava Kranj. Od leta 1992 naprej pa je svojo predanost, zagnanost in znanje udejanjal tudi na vodilnih funkcijah v klubu. Glede na to, da je bil protagonist sodobnega treninga, se je uveljavil kot zvezni trener jugoslovanske reprezentance, nekaj let pa je bil tudi pri naših severnih sosedih na oni strani Karavank. Vse skozi je tudi organizator številnih kolesarskih prireditev, predvsem velike nagrade Kranja v Gorenjski prestolnici. Še vedno je aktiven član predsedstva Kolesarske zveze Slovenije, bil je tudi njen podpredsednik ter član in predsednik odbora za cestno kolesarstvo. Dame in gospodje, Franc Hvasti. Kolesarski zvezi Slovenije in povsem tistim, ki ste ta dolga leta z mano sodelovali, se vam iskreno zahvaljujem. Drugače pa moram povedati, da aktiven sem bil 57 let in zdaj na koncu, ko se vse skupaj aktivnosti moje končujejo, sem zelo vesel tega priznanja in mislim, veliko mi pomeni, da s tem priznanjem sem upozoril v tem smislu, da sem v tem času, ko sem delal, naredil nekaj za slovensko, jugoslovansko takrat in sploh za kolesarstvo. Hvala. Eno vprašanje. Slovenije, ampak tudi ne bo. Številke ste mi nič kolikokrat povedali, kolikokrat ste bili na svetovnih prvenstvih z našo jugoslovansko reprezentanco, za avstrijsko in kolikokrat na olimpijskih igrah. Bil sem 17-krat sem vodil reprezentance, to se pravi 8-krat Jugoslavijo, 4-krat Avstrijo, ostalo do 17 Slovenijo. Bil sem na 4 olimpijadah vodja, sicer sem pa bil na večjih svetovnih prvenstvih, najprej kot asistent, še prej kot tekmovalcem. Takrat sem bil, ne vem kaj, ampak 41, kljub temu nekaj je bilo. To je to, ampak bil sem pa tudi na veliko drugih ljudi. Skratka, zelo sem ponosen, da smo v mojem času takrat zmagali tudi
8 let po Jugoslaviji. Torej, kolesarka leta je Tanja Žakelj. Tanja Žakelj, članico Unior Tools tima, težko opisujemo kot čudežno deklico, tako smo že rekli še lansko leto, temveč je v sezoni 2014 pokazala in dokazala, da se je razvila v odlično, izkušeno in zrelo tekmovalko, ki nas redno razvaja z odličnimi rezultati. Evropska prvakinja, 4. mesto na lestvici Mednarodne zveze, 3. mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, 4. mesto na svetovnem prvenstvu in še bi lahko naštevali so dosežki, ki jo postavljajo ne le ob bok, temveč pred vse slovenske športnice v lepih športih v zadnjem obdobju. Dokazala je, da je s trdim delom, disciplino in pravo mero motivacije mogoče v majhni Sloveniji doseči in preseči velike države, kar nas vse navdihuje in postavlja zgled za mlajše generacije in tudi prav vse nas, ki smo danes tule. Zato je Tanja Žakelj znova kolesarka leta. Pozdravljeni vsi skupaj. Ja, zdi se res, kot da bi bilo včeraj, ko sem odkorakala z tega odra, ko ste me ponovno poklicali nazaj in vesela sem, da je tako, da je šlo leto hitro naokrog in da smo se ponovno zbrali tu na večeru zvezd. Naziv je kar tisti pravi, kajti majhna Slovenija pa tako veliko uspešnih kolesark in kolesarjev ima, ki nizamo vrhunske rezultate v svetovnem merilu. In ob tej priložnosti tudi čestitam vsem dobitnicam in dobitnikom priznanja. Prepričana pa sem, da ima prav vsak izmed nas tisto svojo lastno, unikatno zgodbo o svojih kolesarskih začetkih in potem naprej, kako smo se urili, da bi postali boljši kolesari in hkrati tudi boljši ljudje. In na tej poti so nam seveda pomagali vsi tisti, brez katerih teh rezultatov ne bi mogli doseči. Sezona 2014 je bila spet polna novih izzivov in mi je prinesla nove izkušnje, ki jih bom poskušala obrniti v sebi prid prav v tem smislu, da se kot kolesarka in pa kot človek še bolj izpopolnim. Ob tej priložnosti seveda najlepša zahvala vsem tistim, ki ste z mano na moji poti, najprej seveda vsem najbližjim, ki me podpirate, ekipi Unior Tools Team in pa trenerju Samu Ravterju za res izjemno delo ter vložen čas in trud, vsem vam kolesarskim zanesenjakom, ki me spremljate in nazadnje še kolesarski zvezi, ki me je to leto po še eni uspešni sezoni izbrala za kolesarko leta. Hvala lepa. Jaz takoj izbranimi besedami, kot je Tanja povedala tokrat in seveda vedno, ko je z nami, je težko še kaj dodati, ampak prav mnogokrat jo nimamo v svojih vrstah, kajti ves čas je nekje po svetu, ves čas se pripravlja. Tanja, samo nekaj sem izluščil iz tega, kar ste povedali, namreč izkušnje.
vse več jih je. In kam bi jih umestili pri telesni, psihološki pripravi, kje je mesto za izkušnje? So bolj pomembni? Ja, prav povsod so še tista mesta, kjer dodatna izkušnja vsekakor koristi, tako pri sami fizični pripravi, ter potem psihološki pripravi na tekmo in pa seveda ne samo moje lastni, ampak sodelovanje cele ekipe. In mislim, da smo se to sezono letos kar dobro spoznali in bomo to izkoristili celotni ekipi v prid, ter se znali še bolje posvetiti eden drugemu in nizati skupaj še naprej tako dobre rezultate. Prej smo omenjali žirijo in vas in seveda Blaža, ki sta napravili ogromen korak že proti Riju. Naslednje leto bo predolimpijska sezona. Kaj bo za vas najpomembnejše? Ja, prav veseli me, da je tudi Blaža tako dobra, da imam zelo visoko oziroma zelo zahtevno konkurenco, kajti mislim, da s tem dopolnjujejo eno drugo in tudi ena drugi motivacijo. Vsekakor pa se oziramo že naprej do olimpijskih iger v naslednji sezoni, ki je predolimpijska, poskuša samo še graditi na pripravi in potem še te dodatne izkušnje iz naslednje sezone vnovčiti tam, kjer bodo te najbolj koristile. Hvala lepa in še enkrat je kolesarka leta Tanja Žakelj. Zdaj pa še zaključni naziv, kolesar leta z letnico 2014 je Luka Mezgec. Član poklicne kolesarske ekipe Gian Cimano je letošnjo sezono nadaljeval tako, kot je končal lansko, s sprinterskimi zmagami na največjih dirkah po svetu, 6 zmag, med katerimi je zagotovo najprestižnejša zadnja etapa italijanskega Gira v Trstu. Poleg te je zmagal še 3 etape na dirki po Kataloniji, kjer je tudi 2 dni nosil majico vodilnega v skupni razvrstitvi, zmagal etapo na dirki po Pekingu in belgijsko enodnevno dirko Hanzame Classic. Poleg tega je dosegel še 7 uvrstitev na zmagovalni oder, med njimi tudi drugo mesto na državnem prvenstvu Slovenije. Zaradi vseh teh dosežkov mu Kolesarska zveza Slovenije, seveda Luki Mezgecu, podeljuje naziv kolesar leta 2014. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem danes, za razliko od Tanje, prvič na tem mestu in spominjam se par let nazaj, ko je bila ta prireditev v Atlantisu in sem bil jaz prvič na tej prireditvi, je nagrado dobil Jani Brajkovič. Jaz sem bil takrat še gorski kolesar in spomnim se, da sem si sam pri sebi rekel, če bom kdaj jaz na tem mestu njegovem. In evo zdaj, par let kasneje, sem tukaj in sem zelo vesel, da je temu tako. Pot ni bila lahka, da sem prišel sem, ampak lahko rečem, da sem užival več ali manj vsako uro preživeto na kolesu. Med tem časom sem spoznal kar veliko ljudi. Večino od teh sem tudi sodeloval tako ali drugače in mislim, da se danes podobi, da jih vsaj nekaj teh omenam. Začel bom doma, pri ženi, kot se spodobi, bi se zahvalil Renati, da me spodbuja, da mi nudi podporo in pa da mi kuha, da nisem lačen, tako da zres poskrbim, da lahko sam treniram in užim. Potem ste tukaj starša, mati Tatjana in pa oči Vojko. Hvala, ker me spodbujate že od samega začetka. Na začetku ste mi mogli nuditi tudi finančno pomoč za kolo in tako naprej.
In mislim, da par let nazaj, ko sem se odločil, da bom pustil faks, se zahvaljujem očetu, da je tako lepo to sprejel. Tast in tašča sta tudi danes tukaj med nama, se mi jima tudi zahvaljujem, da vesta, kdaj sem utrujen in se mi ne da pokositi trave, recimo. Potem je tukaj trener Bojan Ropret, tudi njega poznam že od samega začetka moje športne poti in me je usmerjal in učil od mojega prvega stika naprej in lahko danes rečem, da sem mu tudi hvaležen za vse tiste dni, ki je bil malo siten in me bi rekel malo zatolkal na tla nazaj, na realna tla in je rekel, da še ni čas za zabavo. Tako da hvala Bojanu. Zahvalil bi se tudi Andreju Hauptmanu, ki mi je leta 2010 odprl vrata v cestno kolesarstvo. Z njemu smo se dobro sprijateljila in še danes mi pomaga z res dragocenimi nasveti, ki jih je, kot vsi vemo, nekako predobil težko pač v svoji karieri in mi še tudi motivacija, da bom enkrat dosegel njegove rezultate. En aplavz. Naj omenim še svojo ekipo, Team Giant Shimano, pač njeno vodstvo in pa predvsem ekipne kolege, ki vedno verjamejo vame, me spodbujamo med samo dirko in mi tudi v šprintu pripravijo teren, da lahko jaz nadaljujem zaključno akcijo. Zdaj pa lahko bi še omenil na tem mestu, ker vse tiste ekipe, ki sem bil, to so ekipa Bambi od samega začetka in pa mislim, da pomemben člen v moji karieri je bil Anže Bizjak, ki me je v bistvu naučil, da moram prvo uživati na kolesu in šele na to trenirati in dobiti rezultate. Potem je tukaj Radenska Rog in pa Kranjska Sava. V Savi bi izpostavil Vladimirja Kerkeza in pa Jureta Zrimška, ki sta me tudi v bistvu veliko naučila in pa dala tisto samozavest, da lahko zmagam. Potem v bistvu ekipa Calcit Team, katere član sicer uradno nisem bil nikoli, ampak so me, odkar sem se preselil v Kamnik, sprejeli za svojega in mi tudi nudijo pomoč pri treningih, v telovadnici in tako naprej. Luka Žele, trener iz leta 2009, prav tako dober prijatelj, mi tudi danes daje dragocene nasvete glede treninga. In pa na koncu bi še eno zahvalo dal vsem kamniškim rekreativnim kolesarjem, ali pa nekateri so celo kolesarji amaterji, ki me spremljajo skoraj na vsakem treningu, tudi če dež grejo z mano in mi krajšajo čas na kolesu. To so pa Jure Kukovič, Fredo Rajter, Aljoša Martinjaš, Jani Hribar in pa Jure Bitenc. Upam, da bomo tako nadaljevali in čas je, da zaključim govor in grem naprej trenirati. Hvala.